takole bom začel. Zagotovo se predali v tej zgodbi še ne bomo. Vas pa že na začetku te izjave prosim, da nekako razumete in upoštevate dejstvo, da je občutljivost primera takšna in pomembnost doziranja informacije takšna, da v tem trenutku pravzaprav čisto vsega vendarle še ne moremo in ne smemo deliti z vami. Verjetno bo za to prihodnje še dovolj priložnosti. Dejstvo pa je, da se resnično zelo temeljito in natančno pripravljamo na to, kar ta sestanek oziroma te informacije, ki smo jih prinesli iz Lozane, postavljajo pred nas. Bolj enostavno, kakšne so možnosti? 20%, 10%, 50%? Tako kot stvari sedaj stojijo, jih je bore malo. A vendar, kot rečeno, mi se pri tem zagotovo ustavili ne bomo. Njihovo stališče zagotovo je takšno, da je zgodba končana in zaprta. To so nama želeli nekako izredno na hitro pojasniti tudi v Lozani, pa je nenazadnje v nadaljevanju ta sestanek trajal skoraj 3 ure. Kako bo Slovenija zdaj ukrepala? O tem v tem trenutku ne bi pretirano razpredal. Kot rečeno, pripravljamo svoje aktivnosti, pripravljamo korake v skladu z informacijami, ki so nam na voljo in v skladu z informacijami, ki jih še v vmesnem obdobju pridobivamo. Morda res o samem primeru kakšno besedo več kasneje naš pravni zastopnik, ampak kot rečeno, razumite, da v tem trenutku popolnoma vseh informacij enostavno žal ne moremo deliti z vami. Razumemo, da težko govorite z novinarji o tem. Kaj ste dejali igralcem? Kako oni gledajo na vse skupaj? Igralce poskušamo v tem trenutku to zgodbo čim manj obremenjevati. Poskušamo jih pustiti pri miru. Jaz sem z njimi dogovorjen, da jih obiščem prihodnji teden v Mariboru. Tiste vmesne informacije, za katere nekako ocenjujemo, da je prav, da jih imajo, posredujemo strokovnemu štabu, pa oni potem naprej. Seveda nihče od nas ni vesel tega. Vsi se zavedamo, v kakšnem položaju smo. Najtežje je zagotovo njim, težje kot nam. Na nas pa je zdaj naloga, da iz situacije, v kateri smo in v kateri se nahajamo pravzaprav že drugič v teh zadnjih 3 letih, poskušamo iziti kot zmagovalci. Zdaj, kako in do katere mere bomo pri tem uspešni, pa bodo prinesli oziroma pa bodo pokazali naslednji dnevi. So zaenkrat vsi napori usmerjeni še v to, da reprezentanco priključite tej eliti, ali grejo napori še v smer tega, da začnete nekako lobirati za to, da to novo tekmovanje ne bi štelo za kvalifikacijske točke za olimpijske igre in da v bistvu na ta način skušate nekako udariti nazaj? No, na vsak način je naša prva ambicija, da reprezentanci zagotovimo, da igra v krogu tistih, s katerimi si je igranje tudi zaslužila. Najprej pokomentiram še to nadaljevanje. To pa je ena informacija, ki je bila eksplicitno potrjena in ki jo pa lahko delimo z vami. Torej, to novo tekmovanje nikakor ne bo prinašalo točk za katerokoli razvrstitev ali lestvico v okviru Svetovne odbojkarske zveze. Torej, to je recimo v poplavi slabih morda nekoliko bolj pozitivna informacija. Bodo pa štele, in tudi to nam je bilo zagotovljeno, vse točke, ki smo si jih vsi nastopajoči skozi tekmovanja pridobili letos. Tako da mislim, da je prav, da se tukaj opremo zgolj in samo na lastne sile in na tiste potenciale, ki jih Slovenci imamo tudi v drugih mednarodnih športnih organizacijah in preko tega poskušati spremeniti stanje, kakršno se zdi, da je v tem trenutku dokončno. Glejte, dovolj žalostno je v mojih očeh sploh to, da se moramo teh opcij oziroma razmišljanja o teh opcijah posluževati. Človek bi pričakoval, da vendarle športniki znamo svoje probleme reševati sami in med seboj. Tudi jaz sem bil prepričan, ko sem potoval v Lozano, da je možnost, da se na nek normalen športen način pogovorimo okrog tega, kaj vendarle je v tej situaciji prav in kaj je po naši oceni resnična krivica. Žal smo z tega sestanka oziroma sva z tega sestanka prišla razočarana midva, v nadaljevanju ste bili razočarani tudi vsi vi, ampak kot rečeno, prepričan sem, da pri tem ne bo ostalo. V mojih očeh je pravzaprav nesprejemljivo dejstvo, da komercialna tekmovanja, sploh zaprtega tipa, vključujemo reprezentance. Reprezentance se vendarle povsod po svetu, ne samo pri nas, financirajo tudi iz javnega denarja. In bi po mojem morale ostati na športnem polju in ne biti v prihodnje predmet tovrstnih manipulacij oziroma zaprtih komercialnih tekmovanj.
Pa tudi to nam je vsem razumljivo, zakaj. Ker smo enostavno toliko tega vložili v to, da v to svetovno skupino pridemo. In zdaj, ko so fantje na pragu tega in to nekdo s birokratskim ukrepom vzame, je pa resnično krivica, ki pa v športu pravzaprav ni kakšne posebne primere. Se pa v tem trenutku pojavlja par možnosti, kako recimo stvar rešiti, med njimi je ena zagotovo lahko tudi ta. Torej, mi dva nismo imeli občutka, da so navdani s kakšnim posebnim strahom. Moram reči, da delujejo v tej svoji zgodbi zelo samozavestni, predvsem pa samozadostni, ampak naj temu, kar bo tako, morda je pa to naša prednost. Torej, ja, jaz moram reči, da sem se v teh svojih razmišljanjih ukvarjal z različnimi špekulacijami, tudi s tem, da bi enostavno odpovedali organizacijo svetovnega prvenstva po 23 let kot nekak izraz revolta do tega, kar se nam dogaja. Ampak na koncu, ko stvari poskušaš mirno in trezno oceniti, bi sistem vendarle naredili ogromno škode. Torej, največ škode zagotovo puncam, ki se veselijo nastopanja pred domačim občinstvom, in verjetno bi sistem zaprli tudi vrata do organizacije naslednjega evropskega prvenstva. Tako da, ja, razmišljanj in iskanj rešitev je bilo ogromno. Res smo si tudi ostali so nam pomagali ogromno od tega, v katero smer in kako naprej. A vendar, zaenkrat smo se odločili preudarno, mirno, argumentirano. Tiste prave prijatelje pa smo zdaj v tej situaciji spoznali in tisti nam tudi stojijo v strani in zdaj pomagajo reševati to zagato. Imam pa še en problem, tukaj pa moram reči, in sicer ta šport, tudi če se mi uvrstimo v to tekmovanje, bi si ne želel, da je to tekmovanje zaprtega tipa, kot so si ga zamislili zdaj. To enostavno mora ostati šport in reprezentance morajo imeti tako možnost napredovanja, kot v primeru slabše forme ali padca kakovosti izpada. Kajti zaprto tekmovanje omogoča tudi vrsta špekulacij. Tukaj je v nadaljevanju vrsta špekulacij. Tudi ta, ki ste jo omenili, je nekako v zraku, ampak popolnoma neuradne informacije. Tudi nekako neka skupina, ki bi morda lahko izmed sebe dala nekoga, ki bi pa v prihodnosti šel v to novo ustanovljeno ligo. Tako tukaj teh špekulacij veliko. Moram pa reči, da si bomo pa mi sami v primeru, da se ne uvrstimo, vzeli diskrecijsko pravico, da razmišljamo o tem, ali je to tekmovanje nas sploh vredno ali ne. Rada imam svoje delo. Rada si vzamem čas zase. Rada sem svobodna. Rada se razvajam. City Park, polepša dan.